Spoštovane bralke, spoštovani bralci, pozdravljeni. Z mano je urednik Mariborske kronike Aljoša Peršak. V ponedeljek nas čaka pomemben dan za mariborsko politiko. Na mariborski redakciji dnevno sledite dogajanju. Kaj se bo v bistvu zgodilo v ponedeljek na mestni občini Maribor? V ponedeljek bodo mestni svetniki opravili prvo branje mestnega proračuna. Dolgo smo čakali na ta najpomembnejši dokument občine, zdaj ga imamo. V zadnjem tednu smo ga zelo dobro analizirali in prve ugotovitve kažejo, da gre za dokaj napihnjen proračun, vreden je namreč 136 milijonov evrov. Občina do zdaj še nikoli ni takšne prihodke realizirala, vedno se realizacija giba tam okrog 100 milijonov evrov, tako da to vzbuja nek dvom v realnost proračuna. Ta proračun pa je pomemben tudi zato, ker je že nekako razkril, kakšen bo mandat novega župana Saše Arsenoviča, katere investicije se bodo izvedle, katere se predstavljajo v naslednja leta. In lahko rečem, da za leto 2019 kaže, da bo realizirano kar nekaj projektov, tisti glavni, o katerih smo se veliko pogovarjali tudi v predvolilni kampanji, kot je Zahodna tribuna Ljudskega vrta, kot je zdravstveni dom Tezno, kot je Mariborska knjižnica, pa bodo realizirani šele v prihodnjih letih. Kaj pripravljate jutri v večeru? Jutri pripravljamo analizo razvojnih načrtov, predvsem se osredotočamo na leto 2019, katere investicije lahko Mariborčani pričakujejo, da bodo izvedene v letošnjem letu. Danes je imel župan Arsenovič tudi tiskovno konferenco, na kateri je predstavil svoj pogled na proračun. Povedal je in razkril, da bo obnova Lenta bistveno drugačna, kot smo doslej pričakovali. Povedal je, da bo tudi Mariborska knjižnica drugače urejena in da se bo v bistvu investicija začela šele v naslednjem letu. Zraven tega pa pripravljamo tudi odzive svetniških skupin, tako iz koalicije kot opozicije. Koalicijo v mestnem svetu mestne občine Maribor sestavlja kar 12 list oziroma strank. Kako vidite to v luči ponedeljkove prve seje oziroma prvega branja proračuna? Kakšni bodo odnosi koalicija-opozicija? Ravno včeraj se je koaliciji pridružila še zadnja stranka, Lista za pravičnost in razvoj Stojana Auerja. Koalicija ima sedaj v mestnem svetu 29 glasov od 45, se pravi udobno večino. Glede na to, da je ravno nastala koalicija, ne pričakujem tu kakšnih zapletov. Zagotovo bo ta proračun v prvem branju potrjen, najbrž za kakšnimi amandmaji do drugega branja, pa vendar. Opozicija pa je zelo jasno že dala vedeti, da je ta proračun slab za Maribor, ne bodo ga podprli. Njihove kritike so tudi upravičene, predvsem izrazito število zaposlenih na mariborski občini preseneča ta načrt Saše Arsenoviča, kajti kot gospodarstvenik je bil znan po tem, da je zelo gledal na vsak evro. In tudi zdaj kot župan se je že pokazal kot zelo strog skrbnik javnega denarja. Tukaj pa v tem načrtu kadrovskem predvideva povečanje za 1,5 milijona evrov. Če sta župana Kangler in Fištravec v minulih mandatih držala število zaposlenih na občini pri številki okrog 280, Arsenovič konec leta 2019 načrtuje kar 310 zaposlenih, kar je po moji oceni pretirano zaposlovanje. Tako da proračunska seja bo vsekakor zanimiva, vsebinska. Pričakujem veliko kritik tudi zaradi Ljudskega vrta, tudi zaradi knjižnice, vendar ta proračun je nekakšen tudi trenutek resnice za župana Arsenoviča. Namreč vseh teh projektov se preprosto ne da spraviti v eno leto in odločil se je, da bo Maribor v letu 2019 dobil predvsem tiste projekte, kjer ima zagotovljeno evropsko sofinanciranje, kar se mi pa zdi smiselno, kot je obnova Koroške ceste z glavnim trgom, kot je Vojašniški trg, kot je skate park in podobno.
Toliko za enkrat. Podrobno bomo spremljali dogajanje na Mestni občini Maribor, seveda tudi v prihodnje, o tem pa bomo poročali v Večeru in na večer.com.